Najprej, kar se tiče kadra, ostaja nespremenjen. Mejač, Mezga in Milec niso nared, vsi ostali so. Kljub nekim malenkostim, ki so se zgodile včeraj na tekmi v Kranju, sem prepričan, da bodo do sobote fantje v redu. Kar se pa tiče priprav, današnji dan je potekel v analizi tekme in v regeneraciji za tiste, kateri so igrali, oziroma za trening za tiste, kateri niso nastopali včeraj. To je na kratko to. Tako, nekaj sprememb bo. Tako se velikokrat dogaja. Kar se tiče same včerajšnje tekme oziroma tudi recimo pokalne tekme, so se nam zgodile podobne stvari in to moramo čim prej rešiti. To smo že v preteklosti delali zelo dobro. Zdaj moramo ponoviti in videli smo, kaj ne štima. Tako da preko te analize sem prepričan, da bojo stvari šle na boljše. Bojo pa neke spremembe v ekipi. Jasno je, popolnoma jasno je, da ker se je to tudi videlo, kako so samo tekmo štartali, da je bilo motiva veliko, da je bilo želje veliko. To pomeni, da niso šli v tekmo nonšalantno, je pa potem v drugem polčasu nas malce zmanjkalo, igrali smo napačno. Ko smo imeli posed žoge, smo imeli zelo malo rešitev. Videli smo zakaj in to bomo skušali rešiti že jutri na treningu oziroma na prvi naslednji tekmi, kar je najpomembneje. Ne, Mejač sigurno ne. Mejač še ne trenira. On miruje, tako da on sigurno ne pride v poštev. Kar se tiče Mezge, pa je včeraj začel z tekaškim treningom in danes je tekel zelo počasi z bolečinami, tako da je verjetnost majhna. Ja, tako je. Če se spomnimo, v lanski sezoni nam je zadal nekaj težav. Sezono pred tem smo ga 4-krat premagali, ali celo 5-krat. Tako da to se obrača. Lani so bili trd oreh. Jaz pričakujem na tej tekmi, kot sem prej rekel, da se bomo v teh detaljih igre popravili, ker smo to delali že dobro. To pomeni, da to zmoremo. Bomo na to opozorili, poskušali se bomo jutri in pojutrišnjem zjutraj še dogovoriti in še pokazati neke stvari, kako bi morali na igrišču samem delovati in upam, da bo boljše. Najprej pozdrav, tako kot ste rekli. Naša ekipa vedno želi zmagati, vedno gre na zmago. Tako bo tudi tokrat v soboto proti Velenju, kateri je tudi zadnjo tekmo igral izenačeno, vendar ne oziramo se na to. Mi vemo, česa smo sposobni, da te zadnje tekme, da se ne bodo več ponovile in da bomo delovali čisto drugače in bomo tekmo zmagali. Ja, tako je. Slišali smo, da klub pripravlja pomoč gospodu, ki je trpel hude poškodbe. Tako da upam tudi, da bodo ljudje spoznali to pomoč, ter da se bodo zbrali tudi zaradi tega v večjem številu, da pomagamo vsi skupaj. Mi pa si želimo dobre predstave ter jim povrniti s tem, ter tudi mi pomagati z dobro voljo ter dobrim izidom celotnemu občinstvu v Mariboru. Rudar vemo, da trenutno ni imel nekakšnih dobrih rezultatov, vendar v Mariboru vedno igra drugače. Vedno je bolj nastrojen. Vemo lanskega leta, kaj je bilo lansko leto, kakšni so bili odzivi po tekmi, katero tekmo smo izgubili, tako da letos si želimo drugačne podobe, želimo zmagati in pozabiti te slabe preizkušnje.
Ja, res, da je pač pritisk zaradi tega malo večji, samo mi se na to ne oziramo, mi pač poskušamo igrati našo igro, ne se preveč ozirati na nasprotnika. Mislim, če bomo mi v soboto to pravi, tako kot smo že bili, mislim, da ne bi smelo imeti dobenih težav in da bomo skoraj sigurno osvojili vse 3 točke. Ja, pač poleg manjših težav z gležnjem sem še pač malo nesreče, da me je pač uščipnilo v hrbtu. Pač Matej se šel iz preventivnih razlogov segrevati, nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi. Mislim, da je dobro, da si pripravljen. Pač na srečo sem lahko pač odbranil do konca, pač na žalost se nam ni uspelo zmagati. Ja, pričakujem eno težko tekmo, mislim, da ne glede, da imamo težave, mislim, da so dobra ekipa, da znajo igrati. Samo jaz pravim, če bomo mi pravi, taki, ko smo že bili, dali vse od sebe, mislim, da ne smelo biti večjih težav in da bomo osvojili vse 3 točke.